sicer pa bi vsem prosil vse, ki mislijo, da se 740 evri lahko izogneš revščine, da se probate preslikati v situacijo, ker plačujete najemnino in imate 740 evrov neto dohodka. Jaz verjamem, da vsak tukaj, mi lahko naredimo eksperiment, lahko se tudi s gospodom poslancem zmenva, pa mu dajem 740 evrov na mesec, pa vidimo, če bo ugotovil, ali je v revščini ali ni po nekaj časa, sploh če bo mogel najemnino plačevati. Resno se mi zdi stališče ministrstva, da si moramo pač priznati, da 740 evrov na mesec je nekaj, s čimer lahko gladko rečemo prag tveganja revščine, in se tukaj ne rabimo zatiskati oči. Potem je bilo rečeno, da se socialne pomoči dajo kar počez. Pri socialnih pomočeh imamo tri vrste pogojev, eno je krivdni pogoj, drugo je premoženjski pogoj in tretje je dohodkovni pogoj. In vsi te pogoji so relativno ostri, sploh krivdni pogoj. V socialno zakonodajo se je tekom desetletij umestilo tudi precej mehanizmov odvračanja od zaprošanja za socialne pomoči. Tako da tukaj bi rekel, da ne, v Sloveniji se socialne pomoči ne delijo kar tako povprek. Rad bi poudaril tudi, da se s tem ustvarja neka napetost oziroma nesoglasje med revnimi brezposelnimi in revnimi zaposlenimi. Mislim, da si ne smemo privoščiti, da dve skupine ranljivih ljudi eno proti drugi šuntamo. Podatek, ki ga imam zadnji, je, da je tudi 7000 redno zaposlenih oseb prejemnikov denarne socialne pomoči. In tudi ta gospodinjstva, ki imajo družinske člane, ki so redno zaposleni in hkrati prejemajo denarno socialno pomoč, ker so pod cenzusom osnovnega minimalnega dohodka za to gospodinjstvo. Tudi te družine bojo imele, si predstavljam, decembra težave z plačilom položnic za ogrevanje. In res si ne želim videti filma, kjer bomo postavili sistem, da se bo tem ljudem odvzela ta denarna socialna pomoč.